In tretja stvar je, da nas prepoznajo kot strokovnjaka. To se pravi, da v bistvu, da nam zaupajo, da jih bomo res pripeljali do rezultatov oziroma da jim res lahko pomagamo. In zdaj klasična marketinška poteza, ki se tukaj naredi, je to, da postaviš svoje stranke, s katerimi si že do nekih rezultatov prišel, jih po možnosti postaviš pred kamero. Včasih je bilo dovolj, da smo samo testimonijale, torej te izjave pa priporočila napisali, ne, danes mora biti to že živa oseba pred kamero in da povejo. To je sicer super pristop, ne, je pa težava to, da v nekaterih branžah ne moremo, ne smemo, ne želimo izpostavljati strank. Ne. Jaz težko izpostavim svojo stranko, ki zdaj svoj inside in pač ta postranski biznis šele gradi, pa so mogoče že dosegli nek konkreten rezultat, ampak ja, sorry, pač imam neko, bom rekel, to etično odgovornost, da jo ne grem izpostavljati. Pa mogoče še tudi to, da ni vedno nujno, da govorimo o nekih rezultatih, zato da nas bojo ljudje prepoznali kot strokovnjaka. Zdaj tukaj ne gre nujno kot strokovnjaka, ampak da nas prepoznajo kot nekoga, ki mu bojo zaupali oziroma s katerim bi se podali na pot tega uresničevanja neke vizije oziroma reševanja problema. Tako da včasih gre tukaj tudi za to, da v bistvu, da to zaupanje gradimo tudi skozi način, da v bistvu opišemo tudi skozi načine, kako mi delujemo, da nas prepoznajo kot osebnost, da nas prepoznajo, kako se mi odzivamo in tako naprej.